Jubilejni 10. dan GS1 Slovenija z naslovom Puščamo dobre sledi je potekal 21. novembra 2019 v Ljubljani. In zakaj prav sledljivost? Sledljivost je pomembna za vse nas. Pomembna je za nas kot potrošnike, pomembna je za nas, kadar se znajdemo v vlogi pacienta. Sledljivost je tema, o kateri govorimo, kadar govorimo o dobro organizirani in učinkoviti preskrbovalni verigi. Za vse nas je pomembno, da poleg sledljivosti in tudi kakovosti podatkov pridemo do varnosti. In ravno zaradi te varnosti smo ugotovili, da je tematika tako pomembna, da ji posvetimo cel dan GS1. Udeleženci so govorili o sledljivosti na različnih področjih poslovanja, v trgovini in na spletnih tržnicah, o industriji, logistiki, zdravstvu, na področju prehrane ter tudi v izobraževanju. So marketplaces have made a big change to e-commerce, and because they're technology driven and they have no stores, they are also free of those challenges. So they have more time to spend on how to match consumers to buyers or to sellers. So that's a really important change, that anyone can sell. And they can sell any product anywhere in the world. In terms of how sellers what they should consider before trading on a marketplace, it's important to choose a product carefully, to have all of the product data available. You need a barcode online basically to enable your consumers to be able to find, compare and buy your products. Even within your own web store, you should make sure that the GTIN is visible, because search engines like Google, for example, are actively searching for the barcode. So it enables them to be able to surface the products to your consumers a lot easier, and obviously using an identifier such as the GTIN means that they are able to be absolutely sure of what that product is when it is related to the same product data that they're seeing. Kar se tiče sledljivosti, za tiste, ki uporabljamo standarde med seboj, rekel, ni težav. Zadeve funkcionirajo zelo lepo, zelo avtomatično, se povezujejo sistemi in tako naprej. Kar pa se tiče mogoče nekih uvozov ali pa tudi izvozov v tretje države, imamo pa še kar nekaj izzivov pred nami, predvsem na ravni povezovanja določenih držav. Težave v praksi z zagotavljanjem sledljivosti se dejansko dogajajo iz več razlogov. Lahko rečemo, da je poglavitni razlog sama tehnologija in možnost uporabe trenutnih sistemov za sledljivost. Predvsem se pogovarjamo o črtni kodi. Se pravi, ali dobavitelj v celotni oskrbovalni verigi uporablja označevanje transportnih enot in označevanje artiklov z ustrezno označbo, ki se je potem lahko prebere na vsakem mestu, ki je v oskrbovalni verigi. Drug problem pa je dejansko uporaba standardov. Veliko dobaviteljev dejansko uporablja neke lokalne standarde in pač verjetno se jim ne splača ali pa ne želijo spremeniti obstoječi standard, način označevanja v standard, ki je pač GS1, recimo standard, ki je priznan. Enaka zadeva je pri logistiki. Tudi veliko logistov uporablja označevanje svojih tovornih enot na samo svoj način in potem v praksi dejansko imamo težavo pretvorbe ali pa branja vseh teh kod, ali kar se v praksi velikokrat dogaja, da dejansko na nekoj točki moraš ustaviti pošiljko in vse transportne enote ponovno označiti, da bi od te točke naprej imel sledljivost. Problematika je predvsem v tem, da vsi členi v verigi, logistični verigi ne zagotavljajo ustreznih podatkov ali pa sploh podatkov. Drugi problem je, da je otežkočena povezljivost med sistemi, se pravi eni členi v verigi to omogočajo, drugi ne. In s tem se prekine tok podatkov, tok informacij. Kar se tiče pa standardov, je pa pomembno to, da standardi omogočajo hitrejšo vpeljavo izmenjave podatkov, recimo, oziroma branje podatkov in konec koncev globalni jezik je za vse v verigi. Sledljivost na prehranskem področju je izredno pomembna. Je, bom rekel, širša kot mogoče sledljivost v nekem proizvodnem procesu. Zato je pravzaprav tudi zagotavljanje težje.
Težje je predvsem zaradi tega, ker so v ta sistem sledljivosti vključeni različni deležniki z različnimi interesi in pa seveda tudi širša javnost, če hočete, državljani, potrošniki s svojimi pričakovanji. Tako kot mi opazujemo okolico, tako kot smo tudi danes slišali že iz nekih predstavitev, je ključna stvar za sledljivost, da se partnerji med sabo dogovorijo, na kakšen način bojo sodelovali v preskrbovalni verigi. Osnova je, da se držimo nekih standardov. Brez standardov ne bo šlo. Če bomo vsi delali samo neke, tako rečemo računalniško, prevajalne tabele, kaj je zdaj kdo dostavil kom, zato da se bomo med sabo razumeli, bo to vedno težje in težje. Če pa se držimo standardov in tukaj standardi GS1 lahko s svojimi rešitvami veliko pomagajo, potem pa bo, vsaj jaz mislim osebno, tudi vsem skupaj lažje. Sledljivost v zdravstvu je pereča tema. Na koncu smo vsi uporabniki zdravstvenega sistema in varnost pacientov je tisti glavni cilj sledljivosti. Sledljivost gotovine je posel, s katerim se ukvarjajo vse banke in seveda tudi prevozniki gotovine, ki so vključeni z nekim novim pravilnikom, ki začne veljati z drugim letom. Ta pravilnik jih zavezuje k temu, da vsi bodo morali označevati pakete gotovine z regularno številko GS1, ki omogoča, da so vse pošiljke, vse varnostne vrečke, vsi paketi, vse transportne enote označene na unikaten način. Na ta način je torej dosežena sledljivost vseh enot v državi. To je velika sprememba in tiče se tudi nekaterih trgovcev, zato ker bodo pri pakiranju dnevne gotovine, preden pošljajo po odvoz svojega transporterja, se pravi prevoznika gotovine, bodo morali pakirati to gotovino v predvidene vrečke. Še bolj verjetno pa je, da bo v nadaljevanju prišlo tudi do tega, da bodo morali napovedovati to gotovino z elektronskimi sporočili, ki pa je nadaljevanje tega projekta. Branko Šafarič je kot prejemnik nagrade za izjemnega posameznika znotraj nacionalnih organizacij GS1 na dnevu GS1 pripravil posebno predavanje, ki mu je dal naslov Dobri človek ali Good Human. Ta področje je še najbolj zanimivo. Gre se pa v tem, kako človeška neracionalnost, se pravi vse človeška prepričanja, ki temeljijo na nekih napačnih podatkih, povzročajo napačne odločitve. Analogija tega je, da tudi umetno inteligenco lahko z napačnimi podatki pripravimo do popolnoma napačnih zaključkov. In vedeti je treba tudi to, da je nekatere tehnologije so rušilne tehnologije. Tehnologije, ki spreminjajo način našega dela. Izum stručnice je povzročil industrijsko revolucijo. Industrijska revolucija je spremenila blagostanje človeštva. Enakovreden stroj, ki lahko povzroči enako spremembo našega življenja, je umetna inteligenca. In to moramo obnašati se pravilno, racionalno, s pametjo, ne pa z nekimi srednjeveškimi prepričanji, ki so še vedno prisotna v 30–40% populacije. Poseben poudarek letošnjega dogodka je bil namenjen vprašanju okolja in ogljičnemu odtisu. Jaz mislim, da je zelo pomembna ta sledljivost. Večkrat se mi sami ne zavedamo sploh, koliko je teh odpadkov, kam grejo, tako da vsaka informacija, mogoče predvsem v tem smislu, da bi videli, da se stvari reciklirajo, da se je res nekaj zgodilo, potem to naprej uporabljalo, da bi bila velika motivacija tudi za potrošnike. GS1 Slovenija je pred 2 letoma podpisala pismo o nameri sodelovanja z več slovenskimi izobraževalnimi ustanovami in danes sodeluje že z 22 institucijami znanja. V letošnjem letu je bilo podeljenih 66 certifikatov GS1 stopnje 1, razume standarde GS1, ki jih je na dogodku prejemnikom slovesno izročila doktorica Mateja Podlogar. V bistvu je dodana vrednost tako za študente kot za gospodarstvo ena in edina in to je uporabnost teh globalnih standardov. Na ta način v bistvu dokazujejo svoje znanje z področja globalnih standardov in pa jih bo seveda lahko s pridom izkoristili in pravilno uporabili ta znanja v praksi. Tako študentje, ko se bodo zaposlili, tisti, ki so pa že v gospodarstvu in praksi, pa to že dnevno počnejo.
Organizatorji so z jubilejnim dogodkom želeli pustiti tudi zelo konkretno dobro sled, zato so Zvezi prijateljev mladine Slovenije podarili šolske potrebščine, knjige in didaktične igrače, ki so bile zbrane v GS1 Slovenija, v akciji pa so se jim pridružili tudi udeleženci konference.